Čau lepotice, dobrodošle v novem vlogu. Danes je dan, ko gre Eva frizerju po 100 letih. Ponavadi me barva Nataša kar skozi isto barvo in vedno se odločam pač za blond, vedno isto barvo, a ne? Ampak sem se telih mojih las navaličila in rekla, grem s frizerju tole malo osvežiti in narediti eno spremembo. Tako da te bom vzela s sabo in boš videla tole mojo preobrazbo prej in potem. Evo, tako da kar greva, čez eno uro sem naročena, moram še priti do tja. Takole pa izgledajo moji lasje prej. In, drage moje, Eva mene doma. Eva ni več blondinka, oziroma ok, imam še te blond pramene, v osnovi pa prevladuje rjava barva. Najprej, ko sem se zagledala pri frizerju, mi je bilo tako, wow, a toliko temna bom, ker če si bila blondinka, kadarkoli, ali pa si šla iz svetlejše na temnejšo, pa ne veš, da rab vse svoj čas, da se prvadaš, tako da se moram zdaj še nekajkrat pogledati v ogledalo, da se bom čisto prvadila, ampak v osnovi mi je všeč. Všeč mi je tale rjava barva, tako da bom ful vesela tvojega mnenja, kako se tebi zdi, a ti je bilo prej bolj všeč, a ti je zdaj všeč. Jaz se moram še prvaditi, ampak sem vesela, da sem se odločila za spremembo. Evo, da pa ne bo tale video samo o moji spremembi, pa sem rekla, da po dolgem času naredim še en make-up tutorial. Ustvarila bomo tako v bistvu spomladanski make-up look, kjer bo prevladovala oranžna barva, odkar me je tisti srbski vizažist naličil v te marelične tone, sem ful navdušena in zelo rada to nanesem na svoj obraz, tako da bomo v bistvu tisti look tudi danes pa ustvarile. In evo, greva na tutorial. Za začetek na svoj obraz nanesem primer. Tale je od znamke Smashbox, imenuje se Photo Finish. Jaz ga nanesem kar takole z prstom in razmažem po celotnem obrazu. Na ta način kožo v bistvu pripraviš za nadaljnji nanos pudra in tudi malo zgladiš te tvoje vidne pore in gubice. Gre za kar tako malo satenasto teksturo, zelo zanimiva, ampak na koži super funkcionira. Evo, nadaljujem z pudrčkom. Zdajle zadnje čase uporabljam tega od znamke MAC in sicer Studio Fix Fluid. V bistvu to so njihovi nekako najbolj prodajni pudri. Imam še enega, ampak je v drugem odtenku in sem ugotovila, da mi tale v številki NC15 odlično paše na moj ton kože. Tako da evo vzemem čopič, s katerim bi danes, evo s telim črnim, dam recimo 2 pumpice, je pri meni, ali pa 1,5 za cel obraz in nanesem ponovno na obraz. Ta puder je meni res eden najboljših, kar sem jih imela in kadarkoli testirala. Res zelo lepo izenači ten kože, zelo lepo se tudi razmaže in kar je zame nekako najbolj pomemben, da tudi zdrži na obrazu dlje časa, ker opažam, da se mi veliko pudrov kar tako vpije v kožo in pa recimo od tam po 5 urah, če pač nima možnosti popraviti make-upa, ne izpade več tako lepo, kakor si šel od doma, a ne? Tale pa vse skupaj res podaljša, tako da tudi potem po nekaj urah še vedno izgledaš napudrana. Evo, nadaljujem z korektorjem. Zadnje čase mi je zelo super tale od znamke Maybelline Fit Me. Moj je v številki 05. Ravno prav svetu. Tale palčka mi je tudi ful všeč, se zelo lepo tako kontrolirano nanese tukaj na predel pod očmi. Jaz nanesem še na sredino nosu, tukaj med obrvmi, pod noskom in na brado. V bistvu se to metodo že poznate, sicer zdaj se nekaj časa nisem nič ličila, tako da bom kar prikazala celoten postopek. Potem pa evo z Beauty Blenderjem, v bistvu s to koničko, zabrišeš ta korektor v kožo. Evo, za senčenje obraza pa bom uporabila tole razpadajočo paletko. Napis se je že čist brisal, ker je tole staro že kar kakšno 1 leto. Gre za tak bronzer, številka 02 Sunny in mi je glih prav, iščem čopič, kje si. Evo ga, glih prav mi je, ker je res tak nežen in da zelo naraven zagorel videz, pa tudi noro diši po kokosu, tako da za vse ljubiteljice kokosa je tole, mislim, da ena zadeva za vas.
Čez korektor pa bom nanesla še en korektor, ko v bistvu služi, da prekrije tele temne črne podočnjake. Tega sem imela že dolg časa na wish listi, pa si ga nikoli nekako nisem kupila, zdaj pa sem končno prišla do njega in je ful super. V bistvu je na tako gobico, ti enostavno odviješ in pa teče korektor ven in potem evo takole potapkaš kar na korektor. Je malenkost take rozaste barve, torej za modre podočnjake. Se mi zdi, da sem zdaj res odkrila produkte, ki moji koži ful ustrezajo, da naredijo res ta svež videz. Evo, sem že drugače na učkah, nanesem primer, da se bo potem senčka bolj prijela. Tale od znamke Sense You Better Work, pa ne bi bil tudi vodoodporen, nisem še probala, tako da ne znam reči za ziher, sicer si ne predstavljam, zakaj bi bil primer vodoodporen, mogoče za kakšne poroke, kjer se veliko joka, drugače pa mislim, da ne rabimo vodoodpornih ličil. Gremo na senčenje učk, ustvarila bom tak topo oranžen make-up look, odkar me ličil vizažist, sem navdušena nekako nad oranžnimi toplimi barvami, tako da bomo mogoče tudi ta make-up look malo poustvarile. Evo, vzamem pa tole tako temno rjavo oziroma svetlo rjavo senčko ali pa temno oranžno in kombinacijo tele, kako bi rekla, take rjavo oranžne senčke. Vzamem tole paletko od znamke Sense, noter so take in žive barve in bolj take umirjene zlate in tako naprej. Mene zanima danes tale oranžna, živa oranžna. Vzamem isti čopič, s katerimi sem prej nanašala tiste dve oranžne senčke in grem kar torej čez njiju. Pa malenkost vlečem čopič tudi že na noter, evo tako. Vzamem Max Factorjev korektor in nov čopič ter ga nanesem evo takole na veko. Zdaj bomo nanesle belo senčko in moramo malo po domač čistiti ta prostor, pa tudi senčka se bo ponovno boljš parila. Evo takole samo nekje na 2/3. Vrnem se k tele paletko od znamke Makeup Revolution, vzamem tole ta prvo belo in evo grem čez ta korektor. To belo senčko pa grem čez s temle mekovim pigmentom v taki beli barvi, ful lepa, res je tako zelo lepo svet na učku. Vzamem isti čopič, evo, in grem čez to belo. To belo senčko pa nanesem tudi že na spodnjo veko, tukaj na prvo recimo tretjino. Ful se mi je nenavadno videti rjava, vsakeč, ko pogledam ekranček, so malo tako, wow. Evo, gremo naprej na maskaro, danes uporabljam tole čisto novo od znamke Maybelline in sicer Snapchat verjetno. Fajn je, zelo fajn, v bistvu taka, kako bi rekla, smrekasta krtačka, lepo razčeše trepalnice, zelo lepo jih tudi podaljša, tako da všečno. Vzamem tole paletko od znamke Love, tole prvo senčko, v bistvu highlighter, in ga nanesem evo pod lok obrvi, da še malo sčistim vse skupaj. Obrvi imam že narejene še od prej, ker sem bila zjutraj po opravkih, pa seveda pri frizerju, tako da obrvi zdaj ne bom posebej delala še za kamero. Ker želim še dodaten ta bronzi look, zdaj vzamem tele avonove kroglice, pomočen čopič sicer za rdečila in evo grem takole čez lička. Na ustnice bom nanesla tale lip gloss v taki nude rdečkasti barvi od znamke Makeup Revolution, imenuje pa se Begin. S tem tudi zaključujem tale video, danes se bom cel dan naredila nekaj po laseh, ker se moram res navaditi. Tako da upam, da ti je bil tale video všeč, če ti je bil, ne pozabi stisniti všečka in se naročiti na moj kanal, če se še kdaj pobarvam in da boš prva obveščena. Ne pa mi pozabi tudi slediti na Instagramu in Facebooku, najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. Tako da lepo se imejte, uživite v tem podaljšanem vikendu, veliko jejte pirhov, veliko dobre potice in se gledamo v kratkem. Ciao!